Gledalci in poslušalci serije podcastov Supermoč, lepo pozdravljeni. Danes gostim v svojem podcastu najmlajšega menedžerja za eno najdaljših dob vodenja Lidla Slovenija. Kot generalni direktor Lidl Slovenija se je ponašal z vodenjem 2000 zaposlenih in 500 milijonov evrov prometa, no zdaj pa se ponaša z ustanovitvijo nove karierne poti oziroma novega podjetja Great Leadership Solutions. Gregorja Kosija sem spoznala, ko smo v Svetu kapitala podpirali nominirance za naziv Mladi menedžer, in sicer leta 2016. Takrat smo Kosija opisovali kot človeka, ki z vse uspešnejšim poslovanjem in odličnimi projekti na področju inovativnosti in družbene odgovornosti dokazuje vodstvene sposobnosti. Kako prerojen pa je Gregor Kosi zdaj, ko se je recimo da rešil okov velike korporacije, ali, če povem drugače, kako motiviran je moj gost zdaj, ko je pričel svojo lastno zgodbo, pa bomo v podcastu Supermoč slišali zdaj. Izzivalen začetek. Gregor Kosi, dolgo časa sva se prepričevala, dokler nisi me prepričal z usodno lepim komplimentom. Okay. Se spomniš, kaj si mi povedal v telefonskem pogovoru, ko sem te poklicala in povabila v podcast Supermoč? Se spomnim. Lahko prosim citiraš? Seveda lahko. In mi pihaš na dušo. Ja, z veseljem. Preden sva se midva nekako tudi tako v tej, rečva, v fizični obliki srečala, sem o tebi kar nekaj slišal. Resnično. Boš dal skozi filter? Ne, čist kot ti bom povedal. Straight ahead. Ja, vse, kar si ahead. slišal. A si želiš? Upam si. Ok, dobro. Vsi so mi rekli, Petra je pa drugačna. Ok. Veš, to je tako, kot da se nekje lučka požgala in sem rekel, Petro moram spoznati. Ker v današnjem svetu, rečemo, nekega pretiranega povprečja, ko imamo včasih občutek, da se ne trudimo več ali pa da se nam ne splača več truditi, je tist, ko nekdo reče, nekdo je drugačen, ne? Veš, kot neka lučka, tist kot nek svetilnik v megli, ne? Današnji ljubljanski, ne? Ki te mogoče usmerja na neko pot, ki rečeš, wow, a je lahko to moj sopotnik v nekem določenem trenutku. No in tako so se danes na tej poti nekako srečala kot sopotnika v naslednji urci, mogoče malo več. In tako ful sem vesel, no. Ta drugačnost je seveda dobila tudi neko svojo obliko, ne? Tako da od prvega trenutka, ko sem te spoznal, sem nekako iskal, kje pa je zdaj Petra drugačna, ne? In kaj je tisto drugačno, ne? Mogoče še to zdaj zanimivo meni. Drugačno je tisto, da od prvega stika, ki ga ima človek s tabo, izžarevaš neverjetno energijo. To je precej drugačno v današnjem času. Da ko te človek spozna, ima občutek, da te pozna že od vekomaj. To je precej drugačno v današnjem času. In da enostavno človeka pritegneš v sebi. Zato, ker tudi ti na drugi strani, ne, če si že neke komplimente v tem trenutku, ne, deliva, ne, znaš v pravem trenutku povedati pravo besedo. Da tudi človeku, ki je s tabo v bližini, daš precej dober občutek. Skoraj da kot ženitveni oglas. Hvala, Gregor Kosi. Ampak zdaj pa začneva midva tole Supermoč. Ker pravzaprav izven etra, hvala lepa za kompliment. Je to Supermoč? Ja. Zna dati kompliment, da je tudi iskren. Je. In zdi se mi celo pomembno v slovenski družbi, da se naučimo komplimente tudi sprejemati. Se mi zdi, da je to drzno. Zakaj? Ker ko si delimo komplimente ali ko jih sprejemamo, je kar veliko negativne konotacije. Bodi si gre za usvajanja, gre za neke hinavske zgodbe, morda neke koristi, a ne? Ali pa recimo tudi nečimrnost, samovšečnost. Skratka, vse tisto, kar diši po lepem, se mi zdi, da v Sloveniji kar nekako pospremljeno z negativnostjo. Dajmo to obrniti. Dajmo. Ampak kaj misliš, da je razlog, zakaj je temu tako? Ja, malo prej smo se pogovarjali o vrednotah, ne? O pravzaprav našem kolektivnem ustroju ali naboju. Kakšen se ti zdi slovenski naboj? Kdo smo pravzaprav? Kako nas občutiš? Predvsem čutim v tem našem prostoru precej strahu.
In ta strah, ki ima seveda različne oblike, ne, strah se lahko pojavlja v neki negotovosti, v nekem pomanjkanju samozavesti, lahko se pojavlja v nekih bojaznih, lahko se pojavlja v neki anksioznosti, strahu pred prihodnost. Strah je v veliki meri povezan s tem, ali znaš začutiti samega sebe, ali se mi kot narod čutimo, kdo pravzaprav smo, ali si sploh znamo odgovoriti na vprašanje, kdo smo Slovenci, kakšne so naše vrednote, kakšna je naša tradicija. In bolj so te vrednote nekje trdne, zasidrane v nas, bolj živimo v skladu s temi vrednotami, manjši je ta strah v vseh oblikah, ki sem jih naštel. Zato imam določene pomisleke, ali smo kot narod in rečemo, ko razmišljamo o neki naši samozavesti, dovolj trdni tudi skozi nek sistem vrednot. A jih znamo sploh našteti? Ponavadi rečemo, Slovenci smo pridni, kaj še kaj takega. Smo marljivi, ne? Vse se vedno smo majhni, ne? Ja. Vedno smo majhni in tega ne znamo izkoristiti. Pa tako lepo bi bilo, če bi se zgodil en tak čudovit laboratorij, ne? Kjer bi se zgodile družbene inovacije, tehnološke, kakršnekoli že napredne inovacije, ne? Ker je lahko kontrolirano okolje. Kaj bi dali Američani za en tak hub? Kitajci, si predstavljaš? Ampak prepričana sem, da ti si neustrašen človek, namreč pri 33 letih si prevzel vajeti velike korporacije, se soočil z vprašanjem, kako voditi veliko skupino, in sicer v potrošniški dobi, ko je potrošnik pravzaprav kralj in tudi zelo neizprosno bitje. Si imel kdaj občutek panike? Kako si sploh prišel do te zgodbe? Zdaj, kaj pomeni panika, ne? Panika je načeloma neko stanje, spet neka oblika, rečemo, potenciranega strahu, kjer ti v nekem določenem trenutku mogoče nimaš pravega orodja, ne, kako bi s tisto situacijo skušal ravnati, kako bi upravljal, ne, veš pa, da nekje obstaja izhod. Zdaj, če korak dlje, ne, nikoli nisem bil v grozi. Ne, groza je pa tist, ko ti veš, da ni izhoda iz neke situacije. Ne. Torej, tega tako nisem potrkal, nisem nikoli doživljal. Ja, bila je občasno ta panika, ne? Zato ker seveda kot zelo mlad, ki se podaja seveda na neko pot, ki mu je bila popolnoma neznana. Jaz, ko sem štartal v podjetju, jaz praktično nisem imel nobenih vodstvenih izkušenj. Nič. In ekipa je rasla, zato ker smo tako skozi leta, ne, seveda kontinuirano, uspešno rasli, ekipa se je seveda v skladu s tem vedno bolj povečevala, je seveda bilo nekih izzivov, ne, na tej poti kar precej. Rečva temu, glede na to, da nisem imel izkušenj, so bile to neke preizkušnje. Ja. In teh preizkušenj seveda ni zmanjkalo. Tako, ne moramo jih šteti po dnevih, ne, včasih jih lahko štejemo v urah, ne. Teh je bilo seveda zelo veliko. In ta panika, ne, ki je seveda spremlja, ne, neko tako pot, zelo dinamično pot, je seveda, rečemo tako, ne, skoraj neka obvezna oprema, ne. Ampak po drugi strani tudi zelo dobra popotnica. Tako da se panike načeloma nikoli nisem ustrašil, zato ker mi je bilo jasno, da nekje mora obstajati nek izhod. In z leti, zdaj, če se vrnemo na to, da nisem imel na začetku nobenih vodstvenih izkušenj, ne, mi je postalo jasno, ne, da je ta izhod predstavlja ekipa. Ja. In ko mi je postalo to jasno, Petra, v tistem trenutku se je moje življenje spremenilo in od tistega trenutka nikoli več nisem bil v paniki. Nikoli več. To je treba resnično glasno nasloviti. Ekipa je tista, ki rešuje zgodbo, poslovno zgodbo, življenjsko zgodbo, kakršnokoli že. Mi je pa zanimivo, vsi, ki so bili moji gostje v podcastu Supermoč, imajo svojstvena orodja, metode, kako premagovati izzive. Zanimivo se mi je zdelo, da ko sva izven etra še malo tako klepetala, da sva odprla tukaj našo prilogo Ona, ugledno prilogo, in sva se tukaj malce poigrala z horoskopom. Nisva točno definirala, ali si ribi ali vodnar. In
Kar je pa meni fascinantno, je to, da si pokazal interes. Namreč večina reče, da je nehino s tem horoskopom. Ne? Ampak jaz astrologa Staneta Padežnika zelo cenim, čeprav ti si mi povedal neko novo zgodbo. Ne samo to, da bereš, očitno poznaš astrologijo, horoskop in tako naprej, ampak si šel dlje v Indijo. Greš tja zato, da dobiš neke know-have, neka orodja, neka nova razmišljanja. Omenjaš si Džodiš, sem prav rekla? Džotiš? Ja. Džotiš, ja. So to neke zgodbe, kjer ti iščeš ta vir informacij, usmeritev, kompas? Mislim, nikoli nisem bil tako v fizični obliki v Indiji, ne? Zato ker to zelo veliko znanj iz tega prostora danes lahko najdemo praktično po celem svetu. Zdaj, kar me seveda zanima, v življenju se ne skušamo omejevati. Tudi vedno pravim, ne, vera pomeni prenehati razmišljati. In takrat, ko nimaš več odgovorov, ne, takrat ponavadi nastopi neka vera. Jaz ne iščem v življenju odgovorov, ne? Jaz iščem predvsem vprašanja, prava vprašanja, neka boljša vprašanja. In to je tisto, kar me v življenju nekako, ne, že od samega začetka na neki poslovni poti, ne, vodi naprej. To je mogoče tisto, ko so se pogovarjali, ne, o tem strahu, o tej paniki, ne, kar mi na koncu pomaga, ne, iz neke take situacije, ne, predvsem neka sposobnost postavljanja pravih vprašanj v nekem določenem trenutku, da se ne ukvarjam s posledicami, kar večinoma danes počnemo. Ne? Mi seveda v našem vidnem polju, v našem vidnem svetu zaznavamo neke posledice, ampak mi praktično nikoli ne razmišljamo o vzrokih. Politika je dober primer, gospodarstvo je dober primer, vse na koncu tudi neko družinsko gospodinjstvo je dober primer. Mi nekaj vidimo, ne? Ampak nikoli ne razmišljamo, kaj je do teh posledic pripeljalo. In mi se ukvarjamo s posledicami, dejansko gasimo požare. Na vseh koncih našega planeta. Ne ukvarjamo se pa vzroki. Mi v tistem trenutku vidimo neko situacijo in rečemo, ja, to je to. Ne razmišljamo pa o tem, da je ta situacija posledica nečesa, kar se je začelo dogajati že bistveno prej. In razumevanje tega, kdaj se je začelo to dogajati in kaj je ti vzrok, kaj je botrovalo, ne, temu, da so na koncu nastale posledice v tem našem vidnem svetu, je rešitev do tega, da te posledice tudi na zelo učinkovit način dolgoročno odpravljamo. Ko se začnemo ukvarjati z vzroki, imamo prvo priložnost, da odpravimo posledice. Zelo pomenljiva misel, sploh glede na to, da si bil več let pravzaprav na mestu generalnega direktorja zelo priznane, svetovno priznane korporacije. Ko berem tvoje citate, recimo, ali jih poslušam, ne, se mi zdi, kot da bi bil en tak, bi rekla, nejc zaplotnik podjetništva. Namreč, ko govoriš o ekipi, o vodenju, o svojih zaposlenih, vedno omenjaš pot. Torej, kaj je tisti voditelj prihodnosti, oseba, ki opredeljuje smer, ki nakazuje ali tlakuje pot, ne? Torej, pot je smisel, ne tist cilj, ne? Tako kot je v svoji knjigi razlagal nejc zaplotnik. Torej, kaj je po tvojem mnenju pa prihodnost, oziroma kaj je voditelj prihodnosti in katere vzroke slabega vodenja bi moral odpravljati, tako generalno gledano? Kje smo zavozili, da ni podjetništvo še recimo nekje res na visoki ravni ugleda? Mislim, obstaja potencial, da to dosežemo. Absolutno. Res pa je, da bomo mogli začeti spet z boljšimi vprašanji. Ne? Kaj nam v tem trenutku ne služi in kaj nam ne služi. In tudi priznanje, ne, ali pa neko spoznanje, da so posledice, ki jih vidimo, predvsem rezultati naših sposobnosti v nekem določenem trenutku. Okay. In Nečeva zgodba, zgodba njegove poti je zame, čeprav ni bila nikoli namenjena kot poslovna knjiga, ena najboljših poslovnih knjig. Zato, ker posel je, če rečemo, da v življenju igramo najrazličnejše vloge, najrazličnejše igre. Zdaj, pomembno je, tega se še lahko seveda dotakneva, da smo v teh vlogah, kar se da mi. Kar se da pristni. Zato, ker nas te vloge na koncu lahko stanejo življenja, kolikor jih ne igramo na najbolj pristen način. Poznamo ogromno zgodb,
ne, ki so se končale zelo klavrno. Zato, ker so zgodbe povezane z temi multipli vlogami toliko zahtevne, da na koncu, rečemo tako, z vidika razumevanja nekega energijskega upravljanja ali pa upravljanja z energijo, lahko postanejo usodne. Zato je zelo pomembno, da se tega zavedamo. Torej, ne samo kakšno igro igramo v življenju, ampak predvsem kakšno vlogo igramo v našem življenju. In če se vrnemo nazaj na to razmišljanje o poteh, rečemo, v življenju si več čas postavljamo neke cilje. Zdaj, čigavi so ti cilji? A so ti cilji res moji, najini, naši? A so to cilji, ne vem, mojih staršev? A so to cilji nekoga, ki do nas goji seveda neka pričakovanja, zato ker teh ciljev nikoli sam ni uresničil? Kaj je pol tisto, kar nas v življenje žene? In na koncu vidimo, ne glede na to, koliko ambiciozne cilje si postavljamo, da ne more biti ideja o samih ciljih. In to je danes napaka podjetništva, to kratkoročno razmišljanje. Če tega cilja ne dosežemo, smo pa neuspešni. In ta občutek, ko naenkrat dojamemo, oziroma si sami damo oznako neke neuspešnosti, to je občutek, ki je tako, rečemo neko vodilo, neko slepo ulico, iz katere bomo zelo težko prišli nazaj v življenju. Zato je toliko bolj pomembno, da so cilji zgolj neka orientacija in da je ideja v sami poti, v razmišljanju, kaj se na tej poti učim. In enako velja tudi za mojo ekipo. Kar danes vidim tudi v poslovnem svetu, seveda do ekipe, do svojih sodelavcev smo zelo nestrpni. Znamo zelo postavljati zelo visoka pričakovanja. In ponavadi, če se vrnemo na to, kar sva prej rekla, ponavadi so pričakovanja do ekipe, pričakovanja, ki jih sami ne zmoremo doseči. Točno. Pričakujem pa to od nekoga drugega. In potem, če rezultati seveda ne ustrezajo ali pa ne sovpadajo ali pa ne dosežejo teh pričakovanj, smo seveda blazno razočarani. In rečemo temu človeku, tej ekipi pa ne morem zaupati. Ampak nikoli se ne vprašamo. In to je danes tudi, če rečemo temu, največji fail, največji problem podjetništva ali pa sploh neke organizacijske kulture, pa lahko rečemo tudi to, starševstva, partnerstva, da gojimo do nekoga, ali je to naš partner, naša partnerka, naš otrok, ali je to ekipa, ali je to nek sodelavec, ali je to nek prijatelj, nek znanec, pričakovanja in čakamo, ali bo rezultati njihovih dejanj ta pričakovanja dosegli. Nikoli se pa ne vprašamo, ali imajo za to ustrezno sposobnost, ustrezne vire, ustrezne resurse. In ali smo lahko sami zgled? Absolutno. Gregor, si se kot generalni direktor, menedžer oborožil v narekovaju z najboljšimi ljudmi ali si vendarle pazil, da ni kdo bil boljši od tebe? Si se kdaj soočil z občutkom ogroženosti? Ja, veš, ravno to, kar omenjam, je to odvisno od tega, koliko zaupaš samemu sebi. Ja. Jaz si zaupanje predstavljam, rečemo tako, zaupanje je tako nek center, neke triade, rečemo nekega trikotnika, na vrhu katerega so pričakovanja, potem imamo rezultate in na drugi strani to, kar najpogosteje pozabljamo v tem trikotniku in to vidimo zgolj kot neko, enosmerno ali pa mogoče v malo boljšem primeru dvosmerno cesto, pozabljamo na ta tretji del, ki ga omenjava. To so viri, sposobnosti, neki resursi, neke možnosti, neke priložnosti, ki jih imam, da na koncu seveda ta pričakovanja tudi uresničim. In kolikor so seveda rezultati presežejo neka pričakovanja, smo mi blazno nadušeni. Kolikor so rezultati skladni z nekimi pričakovanji, rečemo, evo, temu človeku lahko zaupamo. Kolikor rezultati ne sovpadajo ali pa ne dosežejo pričakovanj, pa rečemo, temu človeku ne moramo zaupati. Ampak kolikokrat se enako stvar vprašamo, presajamo sebi, imamo neka pričakovanja, neke cilje in potem naši rezultati seveda teh ciljev ne dosežejo. Kaj naredimo? Krivimo nekoga drugega. Državo, šefa, sodelavca, sodelavko, partnerja, otroka ali pa še koga. Se ta seznam je neskončen. Postavimo se v vlogo neke žrtve in v tej vlogi vztrajamo. In dokler vztrajamo v tej vlogi, nikoli ne bomo sposobni delati korakov po tej poti, ki jih omenjava. Zato, ker ves čas bomo imela samo ta cilj pred očmi, nisva pa v neki situaciji, ko bi rekla, glej, ne bom več igral te vloge žrtve, prevzemam odgovornost za svoje življenje.
No, dežurni krivci, veš, da so bili psihološko gledano pravzaprav vedno zelo priročna zgodba za to, da smo se ogradili od nečesa, a ne? Ali tudi kaj storili zelo narobe, če se spomnimo samo hude usodne zgodovine, a ne? Kako se je v Nemčiji dogajalo in kdo in katere dežurne krivce si je izbiral. Ampak pustiva te temačne plati naše zgodovine. Malo prej sem omenila v uvodu, da si se rešil oko korporacije. Saj veš, velike korporacije nam pravzaprav zdaj diktirajo življenje na nek način, a ne? So močnejše kot pa politike same. Po drugi strani je veliko ljudi na svetu zaposlenih si pravzaprav lajša življenje znotraj korporacij. Kako bi ti opredelil ta svet korporacij? Toliko negativnih in tudi pozitivnih konotacij se lima na ta svet. Mislim, pomembno je, da se nalijemo čistega vina. Okay. Predvsem, kaj je namen neke korporacije? Namen neke korporacije, seveda, da rečemo, da imamo neko lastniško strukturo, je, da se seveda preko iz te lastniške strukture gradi neka večja struktura, v kateri smo seveda vsi ostali. Naš namen je, da po svojih najboljših močeh, zdaj smo pri teh naših skladu z najnimi sposobnostmi, skladu z viri, ki jih imamo na razpolago, seveda služiva na najboljši način, da na koncu ta lastniška struktura reče, aha, to, kar tle postavljamo, ima nek smisel za nas. A drži? Drži. Ta smisel je verjetno nek finančni interes, lahko je kaj drugega, ne vem, dajmo reševati človeštvo, rešujmo življenja, rešujmo, ne vem, univerzum, kakorkoli si vzamemo. Kakorkoli ta cilj postavimo v neki plemeniti ali pa manj plemeniti obliki. Ampak če gledaš zgodbe, ne? Ja. Lahko potem nekako kar odkrijemo, kako pravzaprav banalni cilji vodijo največje apetite. Morda kakšna frustracija iz otroštva, morda kakšna ljubezenska, neuspešna zgodba, skratka, dokazovanje svetu, da mi smo pa najboljši. Pravzaprav gre za take zelo osebne intrige in osebne razloge, ki so lahko tako pomembne, da obračajo zgodovino na glavo. Absolutno, vse ti razlogi veva, ne. Ti razlogi prihajajo iz neke primarne družine. Zdaj, vkolikor jaz v tej družini nisem pripoznan, oziroma rečemo, neke moje potrebe niso v ustrezni meri zadovoljene, ne, lahko v imenu korporacije obračam svet. Tako, pol bom v neki določeni obliki to potenciral, da ne rečem celo zlorabljal. Zdaj, vkolikor imam jaz, seveda, kot nek menedžer, doma urejene odnose, bom v tej korporaciji funkcioniral popolnoma drugače kot menedžer, ki doma nima urejenih odnosov. Menedžer z urejenimi odnosi, z urejeno družino, urejenim partnerskim, starševskim odnosom, bo to mentaliteto, to idejo, kako urejati ali pa kako imeti urejeno življenje, znal prenesti tudi v podjetje. Če danes gledava menedžerje, ne, pa rečva, da pustiva malo to Slovenijo ob strani, ne, pa pogleda v svetovnem merilu, res te velike konglomerate, ta velika podjetja, korporacije, poglej te menedžerje v teh korporacijah, razne CEO-je, pa jih ne raba naštevati po imenu, zato ker mislim, da jih ima zdaj vsak v tem trenutku že v svojih mislih. Poglej, kakšno je bilo njihovo otroštvo. In poglej danes, kakšno je njihovo družinsko življenje. In poglej, kakšne odnose imajo danes do sodelavcev v svojih ekipah. Kakšne odnose imajo na drugi strani do kupcev, strank. Kakšne odnose imajo na drugi strani do človeštva. Kdo je tle v ospredju? A je človeštvo, a njegov nek osebni interes? Zato, da ima on občutek, da je pomemben, da je spoštovan preko njegovih dosežkov. Ni pa spoštovan kot človek. Gregor Kosi, ali napeljuješ, da je lahko uspeh povezan samo z neko globoko frustracijo, že z napol bolanim egom, z neuspehom v zasebnem življenju, ali se lahko tudi uspešna poslovna zgodba dogaja, rojeva, nadgrajuje, raste v neki zdravi situaciji? Dajmo definirati, kaj pomeni uspeh. A govoriva o številkah?
V zadnjem obdobju se uspeh redefinira. Mislim, da ljudje vedno bolj iščejo neko notranjo pomiritev, neko niti ne srečo, ki je celo definirana kot duševna motnja, če predolgo časa traja, ampak v bistvu tudi neko radost, a ne? Lepe, zadovoljujoče medosebne odnose, čas in seveda zdravje. Ne? Mislim, da je to ta uspeh in mislim, da tudi sodoben človek nekako vedno bolj stremi k dolgoživosti, kar je tudi svojstven uspeha. Ne? Sploh, če pogledamo, koliko kroničnih bolezni je, kdaj se pričnejo kronične bolezni, tam pri 50 letih, ne? In vztrajajo skoraj 30-40 let z nami. Začnejo se že prej. Danes. V zadnjih 10 letih se ta meja precej znižala. Danes imamo prve 24-26-letnike, ki imajo že določene izzive, ne, z srčno-žilnimi obolenji. Pri 24-26 letih. Ja. Tega ni bilo nikoli v zgodovini. Kar strahljivo. Kaj je zate uspeh? Če te pol vprašam, a je uspeh, če pogledaš recimo enega menedžerja, ki od jutra do večera preživi v podjetju. Imamo celo menedžerje, ki pravijo, jaz spim ob proizvodni liniji. A se spomniš recimo Donalda Trumpa ali pa Elona Muska, ki sta promovirala, da spita samo po 3 ali 4 Tako. ure? Škodljivo, nevarno. A je pol to uspeh? Zame ne. A misliš, da za njo? Ali je to lažje, kot pa urejati svoje družinsko življenje? Petra, lažje je voditi podjetje kot družino. Kot da bi poslušala Aleša Ernsta, Ja. mojstra IQ metode, ki trdi, da skoraj da ni možno, da sploh za ženske, ki zelo uspešno vodijo podjetje, da imajo tudi urejen odnos, da nekje mora biti ta failure. Meni se zdi to žalostno in še vedno imam upanje, da se bo ta slika popravila, da je možno oboje. Če odgovorim na tvoje prejšnje vprašanje, tudi z vidika razumevanja, seveda, klinične somatike, IQ metode, veva, kako se večinoma teh uspešnih poslovnih, če rečeva temu, uspešnih poslovnih športnih poti začne. Kje je dejansko ta motivator, driver, ne, ki prihaja iz neke primarne družine, kjer nikoli nisi bil dovolj dober, nič ni bilo dovolj dober, kaj si naredil in iščeš, rečemo tako, svoj prostor pod soncem. In pol ga najdeš, ali je to v športu, ali je to v biznisu. In če je mogoče to driver na začetku, ni nujno, da mora biti to driver na koncu. In tu vidim to priložnost, da se tudi poslovni svet začne spreminjati, da poslovneži, vrhunski športniki, pa rečemo tudi politiki, ki so precej časa, ne, v neki politični sferi in se seveda bi morali bolj zavedati svoje odgovornosti na ta način, da se začnejo zavedati, kaj je bilo tisto, kar jih je tja pripeljalo, ni pa nujno, da je to, kako bojo to zgodbo, to pot, ki jo več čas omenjava, na koncu pripeljali, rečemo do nekega trenutka, ko lahko rečemo, wow, zdaj vem, kaj pomeni uspeh. Sodoben svet pravzaprav neki novi realnosti tudi celo pozdravlja neke osebne transformacije na karierni poti. Prej si moral biti, če si želel biti ugleden delavec, celo življenje v nekem podjetju, ne? V neki proizvodnji ali kjerkoli že. Zdaj pa je šla ta transformacija ali pa ta ideja transformacije tako daleč, da čestitajo celo človeku, ki gre iz neke branže v drugo in je tudi tam recimo zelo dober, odličen in tako naprej. Zato mi je fascinantno, da si po tolikih letih uspešnega vodenja in tako pomembnega statusa in funkcije naredil cut in šel na svojo pot. Kako to, da nisi se oklepal stola, menedžerskega stola in prišel vse do izgorelosti in vseh tistih menedžerskih faz?
Kaj se je zgodilo v tebi? Veš, kaj, odgovor na to vprašanje najdeva v tvojem prejšnjem vprašanju, ne? Da ne bova zdaj samo korporaciji postavljala v neko slabo, negativno luč, zato ker imajo svoj potencial. Absolutno. Če recimo rečeva, ne, da neka lastniška struktura vidi nek potencial v neki poslovni ideji, za katero seveda rabi, ne vem, ljudi, za katero rabi ekipe, ne, skozi katero to strukturo ustrezno nadgrajuje do nekega ali pa rečemo, na tej poti do približevanja nekemu končnemu cilju, neki viziji, zakaj je sploh neka korporacija nastala. Zdi se mi tu zelo pomembno, predvsem ta veš, neka nadgradnja, razmišljanja lastnika, enega CEO-ja, direktorja tega podjetja, da vkolikor prepozna, da mu ta pot gre na roko v smislu uresničevanja nekih njegovih osebnih želja, ciljev, aspiracij, da zna potem prisluhniti tudi svoji ekipi, ljudem, ki so v tej organizaciji, da enako ali pa del te motivacije, del te, rečemo, dobronamernosti deli svojo ekipo. A lahko vzpostavim takšno strukturo, takšno organizacijo, takšno korporacijo, da bodo svoje sanje lahko živeli tudi vsi moji sodelavci, moji zaposleni. In tu vidim to priložnost. Je izziv. In tu vidim to priložnost, da korporacija dobi še neko, rečemo, neko bolj plemenito poslanstvo, če se že pogovarjamo o poslanstvih. In to poslanstvo ni samo to, kako bom jaz nagovarjal trg, kako bom zadovoljeval neke potrebe trga, kupcev, strank, ampak predvsem, kako bom sposoben zadovoljati neke potrebe svojih zaposlenih. Ok, ampak v nekem trenutku si izstopil iz polja korporacija, ne? Ja. In šel na svojo pot. Predvsem zaradi tega. In ta pot se imenuje Great Leadership Solutions. Ja. Zakaj? Točno zaradi tega, ker moje potrebe, in to je bilo spoznanje, za katerega sem imel precej časa, v tej organizaciji nikoli ne bojo uresničene. Katere so te potrebe? Predvsem potreba po ustvarjalnosti, svobodi, občutek neke varnosti, občutek, da, to so se prej na začetku pogovarjala, ne, da, in tu sploh ne gre za neko finančno nagrado, gre za to, da nekdo opazi, da z ekipo dobro delaš, da ima ekipa fantastične rezultate in je nekdo pripravljen to priznati, a pa rečemo tako, najprej prepoznati in potem tudi priznati. Zato, ker marsikdo seveda to prepozna, vse številke povejo svoje, ne more skriti recimo tega, da so cilji doseženi, da so cilji preseženi v neki organizaciji, ampak nam tudi priznati, da nekomu rečeš, wow, opravili ste dobro delo. To bi bilo dovolj. Tega nisem doživel. To je nekaj, kar nisem doživel nikoli. Ja. Pa ne gre to, veš, na koncu sploh več ni šlo zame, zato ker sem s tem, ko je ekipa rasla, ne samo številčno, ampak rasla res, spet sva nazaj pri tem, v njihovih sposobnostih, v njihovih potencialih. In lahko rečem, da sem imel najboljšo možno ekipo, ki si jo lahko sploh zamislim. Resnično. In neko spoznanje na koncu enega menedžerja, ne da je v neki organizaciji odveč, ampak da lahko ta organizacija funkcionira tudi, če ni non-stop prisoten, če ni non-stop tisti, ki mora biti idejni vodja, ki mora kazati smer in tako dalje, ampak to začne prevzemati organizacija. A lahko obstaja lepše, rečemo temu, lepše poslanstvo nekoga, ki seveda skozi večletno obdobje, v mojem primeru skoraj skozi 2 desetletja, skupaj z ekipo gradi neko zgodbo. To je na koncu, to mora biti cilj, ne tisto, kar se je videlo črno na belo na poročilih, ampak to, kaj smo mi v vseh teh letih dosegli kot ekipa, koliko smo zrasli, koliko smo se razvili, koliko nam je preko tega, prek te samozavesti, ki smo jo dobivali, koliko smo te samozavesti lahko potem vnašali tudi vse druge odnose v našem življenju, koliko so naša zasebna življenja zaradi tega obogatela, koliko smo bili za to boljši partnerji, koliko smo bili za to boljši starši, boljši prijatelji, boljši znanci, koliko smo na tej življenjski ravni pridobili. In to je bilo zame najpomembnejše poslanstvo.
Mogoče se ga na začetku, Peter, še čist nisem zavedal, ampak s časom mi je postajalo to vedno bolj jasno. Všeč mi je tvoja mehkoba v resnici. Mislim, da ta svet potrebuje več teh mehkih razmišljanj in mehkega pogleda na svet, na okolje okoli nas. Čeprav si borec, ne? Ampak z mehkim srcem si predstavljam, zdaj se ukvarjaš z ekskluzivnimi storitvami na polju poslovne odličnosti, razvoja človeških potencialov, voditeljstva. Ampak bi te vprašala takole, eden izmed mojih gostov, izjemen sogovornik, strokovnjak, dr. Aleksander Zadel, je v podcastu Supermoč povzdigoval ljubezen. Jaz tudi sama vem, da ko občutim ljubezen, sem bolj kreativna, inovativna, bolj nabrita, recimo trzna, ne? Polna energije. Je tvoja supermoč v ljubezni? Mislim, ljubezen je, če že obstaja nek cilj, je to ljubezen. In vse poti morajo voditi do ljubezni. V življenju sploh ne gre drugače. In ko sprašujejo ljudi, ki so, rečemo, tik pred iztekom svojega življenja, te svoje poti, kaj je tisto, česar bi si želeli več na tej poti? In vsak, brez izjeme podari, želel bi si več ljubezni. Ampak zanimivo, da moški v sedanjem času pogosteje celo izražate to potrebo ali željo in odnos do ljubezni. Ste se pomehkužili ali ste spet neki novi lideri, ki boste potegnili svet v neke lepše zgodbe prihodnosti? Zakaj bi se zaradi tega pomehkužil? Ne vem. Včasih so moški govorili o rasti, o mišicah, o moči, manj o ljubezni, o dobičkih. Jaz mislim, da se počasi vračamo na tisto, kar je že bilo zdavnaj ugotovljeno. In zdaj, če se že pogovarjamo, prej si rekla, tako zelo zanimivo, da je sreča neka duševna motnja. Boj, da je. Sreča mora biti samo trenutek, ne more biti stanje. Si predstavljaš, kako naporno bi to bilo, da bi skozi pokal od sreče. Ja, razumem. Ampak lahko rečem, da sem s svojim življenjem izredno zadovoljen. In ga ne bi zamenjal za nikogar drugega. Vesela sem in privoščim 1000%. Ampak veš zakaj? Mogoče zato, ker sem se skozi življenje mogel boriti skozi toliko nekih izzivov, sem mogel prehoditi toliko nekih hribov in dolin. In če tega ne bi, če bi mogoče ostal pred tistim hribom, ki je izgledal tako na začetku, če se vrnem na začetek najnega pogovora, tista planina, ki je že na začetku bila tako neprehodna, neosvojljiva, če se ne bi lotil te planine in prišel čez, bi verjetno zavedno ostal tam nekje na začetku. Če ne bi zbral tega poguma. Prej si omenila, da sem neustrašen. Jaz sebe ne vidim kot neustrašnega, tako kot nekdo reče. Neustrašen pomeni, da si maksimalno pogumen gladiator, da te nečesa ni strah. Ogromno stvari me je strah, absolutno. Ampak ne popuščam po temi strahovi. Bolj me neke stvari strah, bolj vidim tam neko svojo pot. Opa, tle imam neko sporočilo. In to sporočilo mi očitno še ni jasno. In moram se lotiti te poti. Ampak kako? Zato pravim, da kaj je glavna sestavina poguma? Kaj je predpogoj za pogum? Je iskrenost. Ti ne moreš biti pogumen, če nisi iskren. Drugače si, ne vem, to ni isto kot skakanje z mostu, z bandžijem ali pa skakanje s padalom. To ni nujno povezano s pogumom. Tle pač narediš nekaj ekstremnega. Zakaj rabiš nekaj to ekstremnega v življenju, je seveda neko drugo vprašanje. Ampak pogum je nekaj popolnoma drugega. To je soočanje se z nekimi strahovi, z nekimi, rečemo tako, neodprtimi ali pa zaprtimi vrati, za katerimi ne veš, kaj se skriva. In zbrati to iskrenost, da se zavedaš, tle ne morem ostati, ker če bom ostal tle, nikoli ne bom doživel tega, kar mi življenje ponuja. In moram skozi ta vrata. Ker drugače bom nekega dne v življenju rekel, jebemo, minilo je 80-90 let, a sem sploh živel? A sem se več čas skozi te strahove trudil, da sam preživim? A sem dejansko živel? In ne moreš živeti, če se svojimi strahovi, svojimi demoni, svojimi bojazni ne soočiš. Ne moreš živeti. To ne obstaja. Gregor Kosi, ravno
V minulem tednu sem se s 13-letnim sinom pogovarjala o misli, sreča je na strani pogumnih. Namreč morali so napisati esej na to temo in sicer skozi Turjaško Rozamundo, France Prešeren, mogoče še se malce spomniva te zgodbe. Ampak je bilo zanimivo, ne, kako je pravzaprav najstnik razmišljal o tem pogumu, da seveda odpira vrata, ampak do neke mere vendarle, ne. Kako je opisoval v eseju, da pa tisti, ki so pa pogumni v smislu, da bodo kar skočili čez rob prepada in tako naprej, da ima neke svoje meje ta poguma, ne? In da ga je treba zelo racionalno in odgovorno upravljati. Da seveda prideš do te sreče oziroma do svojih ciljev in želja. Ampak zanima me, ali to, kar ti pravzaprav imaš en tak zelo širok horizont razmišljanja, si pridobil skozi branje, namreč vem, da te je navdihoval Mark Aureli, recimo, pa nekje v nekem intervjuju si omenil Gibrana in tako naprej. Kaj so to za ene zgodbe, ki so te navdihovale? Predvsem so to življenjske zgodbe, v katerih sem videl tudi tako neko preslikavo svoje poti, življenjske. Ko ti v nekem, rečemo, zelo dinamičnem okolju, seveda potuješ po tej poti, se redko kdaj dovolj ustaviš, da bi skušal prepoznati, kaj si se na tej poti naučil. In to je nekaj, kar ti knjige dajejo. Zato, ker za knjige si moraš vzeti čas. Ni sam dovolj, včasih se spomnim, sem rekel, ja, moram prebrati 50 knjig na leto. Tako, ampak a ni boljš prebrati eno knjigo v celem letu, si vzeti čas za njo. In si vzeti za vsako tisto stran, ne sme biti ideja v hitrem branju, ideja mora biti v poglobljenem branju. In razumevanje vsake tiste besede, vsak avtor je na nek način tvoj sogovornik, drži. In v osnovi se z njim pogovarjaš. Skozi neko njegovo zgodbo ti ves čas deliš tudi svojo zgodbo. Škoda, da ga ni več tule, da bi bil živ, da bi se lahko z njim pogovarjal, ampak na nek način pa je. Točno to. Ti mu dajo življenje preko svoje zgodbe, preko tega, da mu nakloniš to spoštovanje, to čas, da bereš njegove besede, da se skušaš postaviti tam v njih, v njegov čas, nekje v preteklost, kako je on neko stvar doživljal in ti deliš z njim skozi svoje misli, svojo lastno zgodbo. Ampak ta Mark Aureli je res frajer, ne? In ta ideja stoicizma, ni meni lastna, ampak ko to berem, kako pravzaprav so dejansko ovire tista pota, tista stvar, ki pripelje do želja, neverjetno. In ta umirjenost, notranja pomirjenost. Kaj te Mark Aureli dal? Mislim, kar je pri Marku Aureliju je seveda interesantno in meni je ta njegov citat, veš, da to, mi sprejemamo neke spremembe, ki se ves čas dogajajo, svet se ves čas spreminja in ali mi to sprejmemo ali ne, je popolnoma vseeno. Popolnoma vseeno. To sveta ne zanima. To univerzuma ne zanima. Naša naloga je, da seveda skušamo pri samem sebi ugotoviti, kaj moram glede na to, na neko novo situacijo, na neko spremembo v tem trenutku pri sebi spremeniti, zato da bom lahko tej spremembi sledil. Vemo, ne samo pri starejši generaciji, tudi danes, kako je bilo pred 5, 10, 15, 20, 25, 30 leti, vse drugače, kako je bilo vse boljše. Kako ti to služi? Kako ti to pomaga? A si v tem trenutku v vlogi nekoga, ki prevzema odgovornost za svoje življenje, ki se v tistem trenutku vpraša, kaj lahko spremenim? Kaj lahko naredim v tem trenutku? In kako bom to speljal? Ali ti pomaga, da vztrajaš v tej svoji miselnosti, v tem svojem prepričanju, kako je nekoč bilo vse boljše. In se danes pritožuješ, kakšna je ta generacija. Nihče več ne želi delati. Kam gre ta svet? Ta digitalizacija nas bo popolnoma uničila. Pa to so napačna vprašanja, zato ker nam ne koristijo. Prava vprašanja so tista, ki nas peljejo naprej, ki nam pomagajo iskati neke boljše odgovore, ki jih v tem trenutku še nimamo. In zakaj mi ne dosegamo pričakovanj v življenju? Zato, ker si postavljamo napačna vprašanja in imamo na njih odgovore, ki nas ne vodijo do teh pričakovanj. In sposobnost, in kaj je iskrenost? Iskrenost je sposobnost priznati, da so tvoji trenutni rezultati, rezultat tvojih trenutnih sposobnosti, teh virov, resursov, o katerih se pogovarjamo. In pol imamo dve opciji. Ali nekaj narediva v tej smeri
izboljšujeva svoje sposobnosti, se krepiva, osebnostno rasteva, pridobivava neka znanja, jih potem seveda ustrezno uporabljamo v praksi, ali pa moramo znižati najna pričakovanja. Zakaj imamo danes toliko depresivnih ljudi? Zato, ker se iluzija razbija, iluzija, ki jo je postavil naš ego. In pričakovanja so rezultat našega ega. Tu ni nič pristnega v teh pričakovanjih. Pristno je edino tisto, kar v vsakem trenutku doživljamo, to, kar v vsakem trenutku čutimo. To je pristno. Ne želimo čutiti. Je slovenska podjetniška srednja pristna? So tvoji cehovski kolegi pristni? Lahko z njimi vzpostavljaš neke res odprte, pristne vezi, odnose? Odvisno od rezultatov njihove ekipe. Zato, ker to, kar pravim zase, veš, da so moji rezultati mojih sposobnosti, so tudi rezultati ekipe v vsakem podjetju, v vsaki organizaciji, so rezultati sposobnosti tistega, ki v tistem trenutku vodi. Zato, ker imajo te organizacije najvišjo avtoriteto. Kaj pomeni imeti najvišjo avtoriteto? Pomeni imeti največjo možno stopnjo odgovornosti. Gregor Kosi, kaj je recimo tisti užitek, ta kanček hedonizma, ki si ga privoščiš v življenju? Dobro vprašanje. Zagotovo si danes privoščim več tega, kot sem si nekoč. Zakaj je temu tako, sva seveda, mislim, da že večkrat odgovorila skozi današnji pogovor. Predvsem uživam v času zase. Uživam v tem, da preberem kakšno dobro knjigo, o tem razmišljam, kako mi lahko to koristi, kako mi lahko to pomaga v prihodnosti, da spreminjam neke svoje ideje, neka svoja prepričanja, ki mi mogoče v tem trenutku še ne koristijo, na način, da sem lahko na tej poti, po kateri si podajam. In v osnovi niti ni to pomembno, kam me ta pot vodi. Pomembno mi je samo, da na tej poti, ki je res edinstvena, zato ker se nekega dne konča, in to vsi vemo. Vseh 8 milijard, koliko nas je na tem planetu, bi se mogli zavedati, in zdaj sva pri stoicizmu, da se ta pot nekje konča. No, meni je že kar naprej hudo. Ampak za drugo vprašanje, a bi želela živeti večno? Ja, to je kar sodoben trend, ne? Ljudje si zelo prizadevajo skozi celo zgodovino poiskati ta sveti gral, nesmrtnost. Ja. Danes sodobni ljudje, uspešni ljudje pravzaprav vlagajo neverjetne vsote denarja, da bi poiskali tisto čudežno tabletko, da bi bili dolgoživi, da bi živeli 120, 130, 150 let. Veš, zakaj mislim, da je temu tako? Jaz imam res rada življenje. Zato jih razumem. Jaz tudi, ampak zato želim vsak dan v tem življenju izkoristiti na najboljši možen način. Zato, ker se pravzaprav noben trenutek več ne vrne. To, kar midva v tem trenutku doživljava, tudi čez en teden posnameva podcast, to ne bo več isti podcast. A pa se imaš prijetno takole v podcastu? Vrhunsko, mislim, s tabo bi lahko sedel tle, veš, do konca najnih dni, zato, ker je toliko nekih vsebin, toliko nekih tem, ki jih je smiselno nagovoriti, zato, ker skozi to, kar se danes pogovarjava, ves čas preverjam tudi svoje razmišljanja, svoje stališča, ali to, kar ti v tem trenutku povem, a še res 100% verjamem v to? Ali bi mogel tudi v teh stališčih že nekaj spremeniti? In to edina priložnost, da to ugotavljam, je skozi nek pogovor. Spet, ali je to skozi knjigo, skozi pogovor z avtorjem, ali je to danes skozi pogovor s tabo, ali pa, če se vrneva korak 2 nazaj, pogovor z mojo partnerko, z mojo ženo, pogovor, kako si omenjala, ne svojega 13-letnika, jaz omenim svojega 12-letnika, pogovor z njim, pogovor z mojimi starši, pogovor z mojo današnjo ekipo, na ta način. To je tisto, kar mi vedno znova daje neko povratno informacijo, kje v tem trenutku sem na tej poti. In razmišljanje o nekem večnem življenju, je po mojem, in se z veseljem pustim presenetiti, da se absolutno motim. Razmišljanje o nekem večnem življenju je predvsem posledica občutka, da tega življenja ne znam izkoristiti v pravi meri, da v osnovi ne znam živeti, da v osnovi preživljam in ne živim. Če živim v polni meri, nekega dne, ko bom odhajal z tega sveta, ne morem ničesar obžalovati. A drži? Torej, ni pomembno, kako dolgo življenje je. Že kraljica Elizabeta je rekla, naj bo življenje dolgo ali kratko. Pomembno je, koliko življenja vključimo v en dan.
Točno. In si na koncu privoščimo en dober steak. Si ljubitelj dobrih steakov. Res je. Ampak Petra, če bi te zdaj vprašal, bi se želela celo življenje voziti na enem in istem tem, kaj je tale, ko se vrti okoli ta roller coaster, karkoli, celo življenje ena in ista zgodba. Ne more biti poanta v tem. In če mi želimo nekje v življenju priti do nekega, in zdaj so spet pri seveda AEQ-ju, če želiva priti do nekega ugodja v življenju, ko imava nek občutek zadovoljstva, moramo skozi bolečino, ne gre drugače. Kar mi danes počnemo, imamo kreditne kartice, se zakreditiramo, mi bi danes radi ugodje, ampak nismo pripravljeni sprejeti bolečine, ki bo temu ugodju seveda sledila. In to ni prava pot. In spet smo pri teh vrednotah. A ni bolj smiselno v začetku iti skozi neko bolečino, skozi neke življenjske preizkušnje, zato da dobim prave izkušnje, ki jih lahko mogoče v praksi na tej poti boljše uporabljam, da bom na koncu doživljal več tega ugodja. In bolj pride ta občutek sreče, zadovoljstva, kakorkoli ga imenujemo. Se strinjam. Že Aristotel je rekel, mogoče se preveč omejujemo na tej prvi stopni, kaj za nas pomeni zadovoljstvo. In to je v materialnih stvareh. Kaj seveda zelo hitro ugotoviva, malo se naveličava. A se ti lahko dobrega, kvalitetnega odnosa naveličaš? A se lahko ti partnerke naveličaš? A se naveličaš svojih otrok? Nikoli. A se lahko naveličaš podjetja, organizacije, nečesa, kar počneš? A se lahko naveličaš svojega dela? Ne, jaz ga imam zelo rada. Eto. Ampak zakaj je temu tako? Ker se igram. In to je tudi Točno. eden izmed tvojih citatov, da vse je zgolj igra. In je res. Dajmo se igrati, ne? In je res. Mislim, da prav ta ideja, da ne smemo življenje tako resno jemati, ne? Da je osvobojajoča pravzaprav, ne? In če bi se ljudje malce več igrali, pa ne da bi poškodovali drug drugega ali škodovali nekomu drugemu, a ne? Da bi vse skozi to otroško naivnost in pristnost in igro spremljali, bi bil svet morda lepši. Ja. In iz poznanja igre prihaja ta občutek sreče in zadovoljstva. Če sva se sposobna premakniti iz te instantne gratifikacije, neke hipne zadovolitve, ki seveda mine, ker se enostavno naveličava. In potem, ne vem, kaj je naslednja igra, na tej stopni iskanja sreče, oziroma večnega ali pa neskončnega ali pa vseživljenjskega iskanja sreče, je seveda okej. Imam neke materialne stvari, da vidiva, kdo je močnejši. Zavist, sosed, večji avto, večje dvorišče, večja hiša, večja jahta, ne vem, kaj še lahko rečeva. Boljša ura, karkoli. To je naslednja stopnja, ko mi mislimo, da rastemo na tej stopnji zadovoljstva, to je ta medsebojna tekmovalnost. Ampak kaj se zgodi? Vedno pride nekdo, ki ima še več. Seveda. In ki še lepši. In bolj smo načeloma zavisni in zavist sama po sebi, ni toliko napačna, če jo znamo obrniti sebi v prid, v neko odgovornost. Ok, super sosed, to dokazuje, da zmorem tudi sam. Ampak zato bom mogel nekaj narediti, zato bom mogel prevzeti odgovornost, plačati se bom mogel, ok, če mi zdaj ta sosedov avto ali pa njegova hiša toliko pomeni, kaj moram pri sebi narediti, da pridem do tega. In rečva, da sem opravil vse domače naloge in prideva do tega. Wow, imam vsaj takšno hišo kot sosed. In pol je naslednje vprašanje, kaj pa zdaj? Praznina. Točno. In v tej hiši je veliko praznine. In zato je naslednja stopnja zadovoljstva, ko so že blizu temu, kaj sreča pomeni. In ljubezen. Ljubezen, odnosi. Kaj ti pomaga? Največja hiša, največja avto, najboljši avto, če se v njem vozi sam. A pa se voziš, zraven so tvoji družinski člani in imate medsebojne komunikacije. Zato, ker vsi že komi čakajo, da nekje prideš na končno destinacijo in gre vsak na svojo stran. Žena se začne ukvarjati z nečim svojim, otrok takoj vzame nek računalnik, iPad, igrice v roko, tako samo, da ste čim manj skupaj, zato, ker vam je težko. Zato, ker nimate tega stika, nimate te povezanosti, ne čutite ali pa še ne čutite, niste še spoznali, kaj pomeni ljubezen. Ampak pol. Pri zavedanju, da se ljubezen začne pri samem sebi, pride pa največja stopnja zadovoljstva. Rečeva, da zdaj se to mava. In kaj je pol to na koncu? In prideva do vrednot. Prideva do vrednot. A živim svoje življenje tako, kot čutim, kot si želim, da je to v skladu z mojimi vrednotami. A živim svoje življenje po 17 letih v neki korporaciji, tako kot sem si vedno želel. A imam to svobodo? A imam to ustvarjalnost, ta občutek, da diham, ta občutek, da rastem, da se razvijam? Petra, če tega nimam, kaj za vraga tle počnem? Gregor Kosi, tebi verjamem. Ker če nekdo, ki je bil vrsto let na samem vrhu
simbola potrošništva, materializma, torej trgovine, korporacije, da govori o ljubezni, o odnosih in o nekih neoprijemljivih vrednotah, ki so vodilo našega lepega življenja, potem lahko samo rečem 3 pikice, hvala lepa. Z veseljem. Gregor Kosi, Ja. vse dobro na vseh Hvala. tvojih poteh. Mislim, da bi se lahko še pogovarjala ure in ure, ampak na neki točki je treba tudi lepe zgodbe zaključiti. Ti pa iskreno tebi in tvoji družini in vsem, ki sodeluje z njimi, želim resnično eno lepo leto, 2024, a ne? In potem še vrsto let naprej. Mimogrede, ali je res, da smo v Sloveniji ženske kar precej žleht? Sploh druga do druge? zaključek. Rabiš moškega, da odgovori na to vprašanje? Zaključek potrebujem, Ja. ker sem slišala na tvojo misel, ki me je v srce. Ja. A je to samo v Sloveniji tako? Ne vem. Kakšne smo ženske druga do druge? Jaz mislim, da ste ženske fantastične. Zdaj, če še malo te ljubezni, ki jo imate v sebi in jo znate, ko so pravi okoliščine, ugodni pogoji, pravi pogoji, ne, kazati res tako in tudi ne samo kazati, ampak dejansko ponesti vse, ki so v vaših bližini, skozi ta nek, čustveni moment. Koliko te ljubezni na ta res pristen način znate pokazati tudi neki ženski, ko pride mogoče do neke situacije, ker, in spet pa pri tem zadovoljstvu in sreči, pride do neke tekmovalnosti, ko pride do nekih večjih izzivov, ki presegajo te višje ravni zadovoljstva, povezanosti, odnosov. Zato, ko se spuščamo na malo bolj primitivno raven, na malo bolj bazično raven, ko smo spet pri teh osnovnih nekih dobrinah, materialnih dobrinah, pri tej tekmovalnosti. Kaj se zgodi takrat? Zakaj se spustimo nazaj? In odgovor je tako, kot sva začela, zaradi strahu. A bom še imela ta občutek varnosti? A bom še enako pomembna? Ali kot je rekla Turjaška Rozamunda, ali bom še res najlepša na tem svetu? Recimo. In potem se je zgodi Lejla in se Turjaška Rozamunda zapre kot nuna v samostan. Ja. Gregor Kosi, bilo mi je v veselje in v čast. Lepo se imej. Enako.